Po nekaj letih negativnih gospodarskih trendov smo letos obrnili sliko in ponosni smo lahko, ker smo dosegli eno najvišjih gospodarskih rasti v Evropski uniji. Rezultat je bil dosežen, ker imamo odlične izvoznike in ker smo s črpanjem evropskih sredstev dvignili obseg investicijskih del v Sloveniji. Rezultati, ki smo jih dosegli, so posledica kvalitetnega in vztrajnega dela menedžerjev in zaposlenih v številnih gospodarskih družbah. Podjetja vlagajo v razvoj, v nove trge, v zaposlene in v svoje okolje. V leto 2015 vstopamo z velikimi pričakovanji. Na eni strani imamo ambicije, da izkoristimo svoje potenciale na obstoječih in tudi novih izvoznih trgih. Čeprav napovedi za svetovno trgovino niso najbolj obetavne, dodatno jih obremenjuje še rusko-ukrajinski konflikt, pa je za vse nas še veliko prostora. Tako na nam najbližjih trgih, kjer že danes ustvarimo preko 2/3 naše menjave, kot na oddaljenih azijskih, ameriških in afriških trgih. Povsod lahko realiziramo še svoje priložnosti in ambicije. Veseli me, ker izjemno veliko slovenskih podjetij vidi te priložnosti in se nanje tudi intenzivno pripravlja. Na drugi strani pa razmere na domačem trgu še niso obetavne. Bančni in likvidnostni krč, nizko zaupanje, pravna država ter prereguliranost pogojev poslovanja nas dušijo in onemogočajo pri doseganju gospodarske rasti. Tudi na domačem trgu je veliko potencialnih priložnosti, modernizacija infrastrukture, ceste, železnice, širokopasovna omrežja, modernizacija komunalnega omrežja, obnovljivi viri energije, vse to so področja, kjer potrebujemo nove investicije. Na zbornici smo pripravili predlog, po katerem bi lahko odpravili ovire, ki onemogočajo začetek teh projektov, kot tudi vire, kako bi sfinancirali tako z domačim kot tujim mednarodnim kapitalom in kreditnimi linijami ter tujimi investitorji vse te projekte. Imamo torej priložnost, da Slovenijo resnično ponovno popeljemo v območje stabilne gospodarske rasti, ki bo prinesla zadovoljstvo vsem deležnikom in omogočila tudi državi, da bo suverena in socialno stabilna. Spoštovane gospe in gospodje, v življenju imamo veliko želja, na podlagi katerih oblikujemo cilje, ki jih želimo uresničiti. Vsak trenutek v življenju predstavlja izziv za nov korak, novo odločitev. Naj nam v letu 2015 vsem skupaj uspe, da bomo naredili korak, ki nam bo uspel uresničiti naše sanje. Želim vam veliko uspehov, naj vas pri tem spremlja tudi sreča in poskrbimo še bolj tudi za svoje zdravje.